Jaz mislim, da je potrebno v tem hipu reči predvsem to. Nekateri so nasprotovali tej gradni, nasprotovali predvsem zato, ker so mislili, da to je en projekt, ki seveda zahteva ogromno denarja. Ja, res ga zahteva. Najprej je bil projektantski preračun okoli 6 milijonov. Potrebno je bilo odkupiti zemljišča. No, lani smo podpisali pogodbo za 3.700.000 evrov. Pomembno je, da smo 500.000 evrov pridobili iz evropskih sredstev in blizu 900.000 iz tako imenovanega financiranja lokalnih skupnosti SVLR, torej ministrstva, ki ga danes zastopa tudi dr. Henrik Gerkeš. Mislim, da je prav, da danes rečem vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri tem projektu, ne želim posebej imenovati nikogar, ampak vendarle, to je projekt, ki se ga bomo zagotovo zapomnili, projekt, ki bo imel šele v perspektivi svojo večjo vrednost, ko bodo tudi te prečne povezave, torej mimo Titana, Svita, od Alprema, gorvodno, seveda torej te povezave, ki bodo dobile še svojo povezavo in s tem ta promet bistveno, lahko rečem, od Mercatorja dolvodno razbremenile. Naj ta pot bo varna in seveda tudi za vse tiste najbolj udeležence v prometu, ki so najbolj bogi, kolesarji in pesi. Dopličani, vidim, so navdušeni, drugi pa bodo še navdušeni postali. Hvala še enkrat. Želim si, da bi se na tej cesti zgodilo čim manj nesreč in zato se moramo prizadevati prav vsi. Sicer pa čestitam vsem, ki ste pripomogli k uresničitvi tega nekaj več kot 4,5 milijona evrov vrednega projekta. Predvsem županu Kamnika, gospodu Smolnikarju z njegovimi sodelavci, izvajalcem, nadzornikom ter vsem, ki ste sodelovali pri izgradnji ceste. Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki jo vodim, je pri investiciji pomagala finančno. Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj smo namreč zagotovili 500.000 evrov, iz naslova zakona o financiranju občin pa je občina Kamnik pridobila nekaj manj kot 445.000 evrov. Prav toliko ji bo dodeljeno tudi letos. S pomočjo teh sredstev pa niste zgradili le povezovalne ceste, 2 križišč v poslovni coni in 2 premostitvenih objektov. Temveč ste uredili tudi odvodnjavanje ter prestavili in uredili komunalne vode. Vesel sem, da bo celoten kompleks pomemben doprinos za pešce in kolesarje. Rekreacijska pot bo namreč speljana od Duhlice do poslovne cone na obvoznici in naprej do mesta, kar je vsekakor dodana vrednost nadaljnjemu uspešnemu razvoju vašega kraja. Spoštovani, še enkrat moje čestitke za uspešno izveden projekt. Želim vam varno vožnjo, pa ne samo po tej cesti, vendar marveč po vseh cestah, po kateri vas vodi življenje. Hvala lepa. Sedaj pa naprošam oba ministra, župana sodelavci, predstavnike izvajalcev in nadzora, da se sprehodijo po kolesarski poti, po novi kolesarski poti do Pitnika ter slovesno predajo cesto njenemu namenu. Hvala lepa.